Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer in lepo pozdravljeni iz studia VTV vaše televizije Velenje v današnji oddaji Aktualno. Gostimo župana mestne občine Murska Sobota, z nami je dr. Aleksandar Jevšek. Dober večer in lepo pozdravljeni. Dober večer vam tukaj v studiu, dober večer vsem, ki naj jo gledajo. Prihajate iz Murske Sobote, ampak tale šaleški konec vam ni tuj. Zelo dobro ga poznam in tudi dobro poznam ljudi, ki živijo tukaj, so mi zelo blizu, zaradi tega, ker, kot se ve, na to sem zelo ponosen, sem po rodu Korošec. To, kar sem pa še bolj ponosen, je pa to, da v meni pravzaprav se nahajajo geni Libeličanarjev, ki so v leta 1922 uspeli z koli doseči, da je plebiscitarna odločitev bila drugačna, kot bi sicer bila, in da so Libeliče danes pod Slovenijo, na kar smo Libeličanarji zelo ponosni. Jaz mislim, da je ta kraj eden lepših krajev na Koroškem in zaradi tega se tudi rad vračam na Koroško. Čeprav sem že več kot 35 let, kot pravim, začasno v Prekmurju, ki ga tudi imam zelo rad. Tja me je pripeljala ljubezen in seveda tam tudi živim in delam sedaj. Ampak če se vrnemo na Libeliče in na temo, o kateri se bova pogovarjala, naj omenim dogodek iz Libelič. Namreč, kot ve moja generacija, je meja med Avstrijo in med Jugoslavijo takrat povzročala določene ovire v gibanju, tam so bili graničarji in to je vplivalo na življenje ljudi v Libeličah. In vedno, ko smo praznovali praznik plebiscita, smo otroci pisali na zidove za spreji 7. člen Pravica naša. Imeli na nek način nek čuden odnos do Avstrijcev, ki so bili na drugi strani njive praktično, ker meja je šla po njivi, do nekega večera, ko je v Libeličah zagorelo. In ker domači gasilci niso uspeli pogasiti požara, je grozilo, da bo poleg hleva zgorela tudi stanovanjska hiša, so gasilci iz sosednjega avstrijskega kraja prihiteli na pomoč, razbili takrat rampo med Jugoslavijo in Avstrijo in pomagali pogasiti požar. In jaz večkrat omenjam to zgodbo kot verjetno dejstvo, da so takrat Libeliče tam v 70-ih letih bile prve deležne evropske skupne varnostne politike in protipožarne varnosti. Hkrati pa se mi zdi, da smo v Libeliču bili eni prvih, ki so bili v Evropi, ker je to v nekem trenutku Evropa brez meja. To je vplivalo zelo na mojo gledanje na ljudi na oni strani njive. In sedaj, ko smo v Evropski uniji, seveda, ko teh ramp ni več, ko smo dejansko z ljudmi na drugi strani meje, ne samo v Libeličah, tudi vse posod drugod, z avstrijsko, madžarsko, hrvaško mejo, v pogostih kontaktih šele spoznavamo, kako pomembno je, da živimo v eni Evropi, ki nam je ena skupna dežela. Ljudje vas ocenjuje kot srčnega, komunikativnega, prijaznega človeka. Kakšna je bila vaša pot z koroškega konca v Prekmurje? Kaj vse ste počeli v svojem življenju? Kariera? Ja, torej jaz sem pravzaprav otrok iz delavske družine. Moj oče je bil železar v železarni Ravne na Koroškem, mati je bila gospodinja. Naučil sem se, kako je trd železarski kruh. Lahko bi rekel tako kot trti kruh rodarjev tukaj v Velenju. Ampak hvaležen sem svojemu očetu in svoji mami, ker so me naučili čuvati in spoštovati ter ohranjati vrednote. Vrednote, kot je delo, vrednote, kot je družina, vrednote, kot je domovina, in zaradi tega sem jim, še enkrat povem, zelo hvaležen. Tako da ta mladost je bila taka na podeželju, nekaj časa tudi na Ravnah na Koroškem, ko me je potem pot zapeljala v srednjo šolo za miličnike kadete. To je malo paradoksalno, ampak mogoče moram povedati, da jaz sem bil 5 let ministrant pri župniku na Ravnah na Koroškem in je imel z mano seveda druge načrte. In v tistih časih, seveda, ko je on želel, da bi jaz šel na semenišče, torej v gimnazijo za duhovnika, sem se odločil za miličnika. To je bilo diametralno nasprotje, ampak naredil sem pravi korak. Zaradi tega, ker me je potem pot vodila v različne kraje,
Slovenije, od Ljubljane po končani šoli. V času dela sem se učil, naredil tudi pravno fakulteto ob delu in spoznal tudi svojo soprogo, ki pa je iz Murske Sobote. In po 7 letih dela in življenja v Ljubljani sva šla v Mursko Soboto, potem sem tam delal 7 let kot kriminalist, 5 let potem v Mariboru, potem v Celju, 2,5 čudoviti leti in potem vrnitev nazaj v Mursko in pristal sem kot direktor kriminalistične policije v Ljubljani in se leta 2011 za nekaj mesecev upokojil. Mogoče bo izgledalo čudno, ampak ko me je takratna ministrica za notranje zadeve vprašala, če sem normalen, da bom šel pri takih mladih letih v penzijo, sem ji dejal, da mi je 30 let dela v policiji, na katero sem zelo ponosen in ponosen na svoje delo in na svoje sodelavce, ki so izjemni ljudje, da mi je dovolj in da bom v življenju počel še nekaj drugega. Nisem vedel točno kaj. No in po 3 mesecih tega začasnega penziona me je klical prijatelj iz Bruslja, s katerim sva že prej sodelovala v mednarodnih projektih in rekel, poslušaj, Sandi, v Sarajevo se odpira projekt in točno ti si za ta projekt. Samo za mesec dni te rabimo spodaj, da napišeš program in potem seveda se ti bomo zahvalili. No, iz tega meseca sta postali 2 leti. 2 leti sem živel in delal v Sarajevo in ko se leta 2014 vrnem v Mursko Soboto, me cukne za rokav predsednik Socialnih demokratov, magister Dejan Židan, sedaj predsednik Državnega zbora, ki je moj sosed v Murski Soboti in mi je rekel, Sandi, kaj če bi šla mija za župana Murske Sobote? Rekel, si ti normalen? Prvič, jaz nisem Sobočanec, to so ljudje, so zelo občutljivi, če je župan nekdo, ki ni rojen v nekem kraju, kjer želi postati župan. Drugi sem rekel, sem pa policaj, to pa tudi ljudje nimajo. Imajo radi takrat, ko jih nucajo, takrat, ko pa naj bojo kar tam, kjer so. Ampak uspele so volitve. V prvem krogu sem zmagal, torej v drugem krogu, v prvem mandatu sem zmagal in takrat se mi je odprl popolnoma nov svet. In začel sem za svojo energijo, za svojimi izkušnjami, predvsem so mi pomagali izkušnje v odnosih z ljudmi. Sem gotovil, da v tem je ta moj poklic, ki sem ga upravljal in županovanje zelo blizu. Da se znamo z ljudmi pogovarjati, da jih razumemo in sem enostavno potem začel na nek način delati skupaj z svojimi sodelavci velike projekte. Ker enostavno sem se bal, ali bom zmogel opraviti to župansko funkcijo ali ne bom. No, ta plat ima pa tudi, ta zgodba ima pa tudi tisto eno drugo plat, nisem pa bil navajen politike. Jaz sem bil v svojem življenju preveč pošteno naivn in politiki, ki sem se jih prej dotikal tako od zunaj, zdaj sem pa padel v politiko, so me dostikrat razočarali. Ampak nisem jim podlegel. Jaz še vedno ostajam kot tak, pravim pa, da sem dostikrat razočaran, tako za lokalno politiko, kot za državno politiko, kot tudi za evropsko politiko, s katero se sedaj soočam. Skratka, v Murski Soboti so nekako se postavile zvezde v pravi položaj. Imeli smo tudi nekoliko sreče, prišli smo do evropskega denarja, ne samo tako, ampak za dobrimi projekti. Ob sebi imam čudovite ljudi, čudovite sodelavce in Murska Sobota je prej iz nekega območja, iz nekega kraja, ki je veljalo obubožano zaradi padca Mure, zaradi padca tudi Panonke, je enostavno zaživela. Mi smo leta 2014 imeli 24% brezposelnost. Danes je brezposelnost v Murski Soboti 11% in se še znižuje. Danes je tako problem kot v vseh ostalih krajih, da celo je problem dobiti določen kader, ker jih je veliko v času krize šlo v Avstrijo, ki je blizu. No in skratka, delamo projekte, ki odmevajo po Sloveniji in postali smo ena od, torej ne samo Murska Sobota, Pomurje kot tako, ena od regij, ki je gospodarsko izjemno napredovala. Imamo odlična srednja in mala podjetja, ki imajo izjemen izvoz in skratka, regija je doživela nek optimizem in v tem optimizmu sem tudi jaz.
in zato sem se odločil tudi za drugi mandat, ker moram dokončati stvari, ki smo jih začeli skupaj s svojimi sodelavci delati. To je ta moja življenjska zgodba in jaz sem na njo ponosen in uživam v svojem poklicu. Večkrat me opredelijo, kot ste vi povedali, človeka, ki je rad z ljudmi, ki je rad na terenu. Jaz pravim, županova pisarna je na terenu. In ko se pogovarjamo včasih o teh predvolilnih kampanjah, župan, ko dobi mandat, mora začeti delati kampanjo prvi dan in delati 4 leta. Če ne, ne gre. Na kaj ste v teh letih najbolj ponosni, kar ste postorili v Murski Soboti? Glejte, poleg tega, kar sem že povedal, se mi zdi, da se je v Mursko Soboto vrnil optimizem. In če vprašate danes Sobočance, bojo temu pritrdili. Zaradi tega, ker smo uspeli, poleg teh gospodarskih vzponov, smo uspeli začeti in zaključujemo tudi izjemno pomembne infrastrukturne projekte. Moram reči, da smo že končali za prvo fazo ureditve mestnega središča iz naslova celostnih trajnostnih naložb. Tudi občina Velenje ima ta denar na razpolago in, kakor že vem, ga že koristi. In uspeli smo pridobiti iz Milana paviljon Expo. Sedaj ga imenujemo Expano. To je 4-letna zgodba. Mi smo se prijavili na razpis skupaj z ostalimi občinami v Sloveniji, nekaterimi, in ta objekt prejšnji petek odprli. Zakaj gre? Gre za objekt, v katerega smo vložili 4,6 milijonov evrov, od tega 80% evropskega denarja, 1 milijon denarja iz naslova zakona za razvoj Pomurja. In želeli smo ustvariti eno zgodbo že od samega začetka, ki smo imenovali Vrata v Pomurje. Namreč ta objekt stoji ob Soboškem jezeru in vsak, ki se pelje po avtocesti mimo Murske Sobote, ga vidi in se bo ustavil. Mi ga bomo objeli in mu pokazali, kaj v tem Pomurju, v tej regiji imamo. Mi smo izjemno dobra regija, če temu tako rečem, za različne oblike sodobnega turizma. Namreč imamo čudovito naravo, imamo visoko stopnjo varnosti, imamo izjemno dobro prehrano, dobra vina, pa dobri ljudje smo. In kaj še drugega hočemo? In to želimo ljudem pokazati, ljudem tudi na nek način prodati, če se izrazimo skozi turizem kot gospodarsko panogo. In tudi na ta način se bo celotna regija dvignila še više, kot je trenutno sedaj. Jaz mislim, da je ta projekt Expano in sploh projekt celostne trajnostne naložbe tisti, na katerega sem posebej ponosen. Zdaj pa moram pa tudi povedati nekaj, da sem pa zelo ponosen. Namreč tisti, ki so mogoče opazovali moj predvolilni spot, leta 2014 je bila Mura nogometni klub Mura v 3. ligi. In jaz sem takrat na nogometnem štadionu zabil gol in rekel Mura v 1. ligo. In Mura je danes v 1. ligi in tudi pogosto krat hodim na tekme v Velenje, ko igra z Rudarjem, in v 1. ligi želimo biti tudi mi. Torej kot občina, kot regija, in se mi zdi, da nam to kar dobro uspeva. Zelo delaven človek ste, načelen z vrednotami, kar ste omenili, in tisto, kar si zadate, vedno poskušate doseči maksimalno, ne? Ja, seveda, ker sem tako navajen tudi že od prej, od otroštva. Ne? Ko se v neki, včasih mi kdo reče trmasti korošec. Meni se zdi pa, da res imamo neki v sebi, to je vključujoč tudi Šaleško dolino. Mi smo taki ljudje, ko rečemo, to bom naredil, in potem rineš in to narediš. Kljub temu, da ti včasih mečejo polena pod noge. Ne? Tudi pri tem Expanu je bilo ogromno polen pod noge. Ne? In zdaj, recimo, kot župan se danes ravno vračam iz Združenja mestnih občin, kjer je Murska Sobota član. 11 mestnih občin imamo in smo se danes želeli pogovarjati z 4 ministri o koriščenju evropskih sredstev. Od 4 ministrov je prišel samo en minister. In mi smo zelo vljudno se zahvalili temu ministru in povedali, da ministri morajo ceniti županje in župane slovenskih občin, zaradi tega, ker mi pravzaprav skrbimo za blagostanje in razvoj na lokalni ravni. In če nekdo
11 županov mestnih občin ni pripravljen sprejeti, potem je to seveda najmanj poniževanje. In mi smo zahtevali za naslednji sestanek, da pridejo 4 ministri, ki se ukvarjajo z kohezijsko politiko, ki se ukvarjajo z celim procesom delitve evropskega denarja, da pridejo, da ugotovimo, in kje so sedaj ta trenutek problemi, ker problemov je veliko, in kako jih rešiti. Slovenija v tej obstoječi finančni perspektivi zelo caplja od zadaj. Zelo caplja od zadaj, ker je pravzaprav izkoriščenih malo denarja, ki nam pripada, in obstaja seveda nevarnost, da bomo ta denar vrnili v Bruselj. In zaradi tega smo se župani dobili skupaj in poskušamo ugotoviti, kako lahko lokalnim skupnostim čim več tega denarja pripada. Kar je problem v tej finančni perspektivi, je to, da je veliko denarja namenjen tako imenovanim mehkim vsebinam. Kaj so to mehke vsebine? Raznim raziskavam, projektom takim, iz katerih potem pravzaprav ni neke dodane vrednosti. Župani pa opozarjamo, ne samo mestnih občin, ampak vseh občin, da rabimo tudi infrastrukturne projekte. Jaz sem prej pozabil povedati, tudi ta Soboško jezero je del evropskega projekta. Mi smo uredili tudi plažo in bili v Velenju na obisku, ker nam je Velenje vzor, kaj se da iz enega degradiranega območja narediti. In sedaj večkrat pridemo sem pokukati, pa sprašujemo kot dobre prakse, kako bomo tudi mi sedaj v prihajajoči letni sezoni napolnili našo plažo. Omenili ste koriščenje kohezijskih sredstev, pa novo finančno perspektivo. Kje so rešitve? Glede, najprej bi jaz pojasnil, kje so problemi. Jaz sem med drugim tudi član odbora regij, sem eden izmed 7 županov, ki smo voljeni v odbore regij iz Slovenije. In kohezija, ki je bila zastavljena v obstoječi finančni perspektivi, ima eno osnovno napako, da niso zraven povabili županov in župan, ki bi jim povedali, da poleg mehkih vsebin, pametne specializacije, ki so vsekakor potrebni, je potrebno narediti tudi veliko na področju in nameniti denarja na področje infrastrukturnih projektov. Mi govorimo danes o pametnih mestih, govorimo o pametnih vaseh, v bistvu pa še mesta ali pa vasi ali pa občine nimajo urejene kanalizacije, nimajo urejenega vodovoda. Kako govoriti o pametnih vaseh, če pa v vasi ni interneta oziroma hitrega interneta? In zaradi tega se tudi mladi selijo iz vasi v mesta, ker ne vidijo priložnosti v vasi, ker nima infrastrukture. Druga stvar, govorimo o pametni mobilizaciji, o moderni mobilizaciji, o elektromobilizaciji. Šaleško dolino pa se vozite še vedno po, bom rekel, konjskih poteh. In zaradi tega jaz kot župan, sem že na večjih mestih to povedal, podpiram in absolutno tudi zahtevam, da se naredi 3. os in da se naredi cesta preko Šaleške doline na Koroško, na mojo Koroško. Zaradi tega, ker komunikacije so danes gibalo razvoja vsake regije. Glejte, prej sem pozabil omeniti, tudi Pomurje je zato skipelo v razvojnem smislu, ker je dobilo avtocesto. In ljudje se, v bistvu sedaj, včasih smo se vozili iz Maribora do Murske Sobote 1 uro. Sedaj prideš v 25 minutah. In to vse vpliva na investitorje, na turizem. Ljudje so začeli kupovati nepremičnine, ker so cenejše, in skratka vse to je gibalo razvoja, in to se bo zgodilo tudi v Šaleški dolini in tudi na Koroškem, ko bo ta cesta, in ta cesta mora biti. Jaz sem danes se pogovarjal tudi z predstavniki vaše občine, bijajo oster boj in mi smo zraven. Absolutno, kljub temu, da imamo avtocesto, smo zraven, ker je to nujno potrebno. In če ena Slovenija ne more zgraditi ene ceste od, ne vem, avtoceste do Slovenj Gradca, potem pa ne vem, kaj je z nami narobe. Skratka, in še ena stvar je pa to, ki je s tem povezano, je pa ta neenakost. Neenakost med različnimi regijami in pa, recimo, če rečemo temu, vzhodni koheziji, kjer se nahajamo mi, Velenje in tudi spodaj do Brežic, in pa zahodne kohezije. Razlike v razvoju so izjemno velike in te razlike je treba odpraviti oziroma jih izravnati. Zakaj govorim o neenakosti? Danes smo se iz Murske Sobote vozili v Ljubljano 2 uri pa pol, skozi gnečo, mimo prometnih nezgod, mimo raznih popravil cest, in kvaliteta življenja ljudi
ki porabijo, rečemo zdaj iz Velenja, iz Koroške, pa iz Murske Sobote, na delovno mesto v Ljubljano 2 uri, vsak dan tja in 2 uri nazaj, je bistveno nižja kot pa kvalitete ljudi, ki živijo v Ljubljani. In to ni pošteno. Da ne govorimo o tem, da naši otroci se morajo voziti študirati v Ljubljano, v Maribor, ker pač nismo uspeli, tako kot ostale regije, pravi čas biti zraven, ko so se delile fakultete in pa univerze. In zaradi tega sem prepričan, da je potrebno decentralizirati našo državo. Decentralizirati in narediti, govorim zdaj na pamet, ministrstvo za kmetijstvo v Murski Soboti, eno ministrstvo v Velenju, ministrstvo za promet v Kopru, za gospodarstvo v Mariboru. Taki poskusi so že bili prečasni, če se spomnite, ko je bilo ministrstvo za malo gospodarstvo v Mariboru. Zakaj vse trpamo v to Ljubljano in potem namesto, da bi razmišljali o decentralizaciji, razmišljamo o tem, kako bomo širili avtocesto proti Ljubljani, ki se že tako ali tako duši od prometa in od ljudi. Če primerjamo zdaj mestno občino Murska Sobota pa mestno občino Velenje, najbrž imate tudi podobne težave. Seveda, mi se večkrat z vašim županom, mojim cenjenim prijateljem Bojanom pogovarjava o problemih, ki se nas dotikajo in ki so v veliki meri povezani z relacijo občina-država. Tukaj seveda v osnovi je treba povprečnino, ki pripada občinam, dati na tisto raven, ki jo zakon predpisuje. In mestne občine zagotavljamo in pa seveda tudi organiziramo drugačne oblike bivanja, življenja, druženja občank in občanov kot nekatere druge občine. Nekatere občine recimo sploh nimajo vrtcev, pa dobijo enak procent povprečnine kot mestne občine, ki vzdržujemo vrtce. In ta povprečnina je tema, s katero se bomo soočali tudi sedaj v prihodnosti. Druga stvar seveda je pa infrastruktura, kot že rečeno. Ljudje praktično, ki živijo v mestih, kjer je bila infrastruktura zgrajena pred 50 leti, sedaj pričakujejo od lokalne skupnosti, da to infrastrukturo obnovi. Ker infrastruktura je temelj neke kakovosti življenja. Govorim o kanalizaciji, o zdravi vodi, govorim o zdravem okolju, govorim o cestni infrastrukturi. In okoli tega se vrtijo naši problemi neprestano in država je v vseh teh letih nalagala občinam naloge, dala različne nadstandarde v šolah, v vrtcih, ampak bremenila občino in sedaj ravno poteka nek projekt, ko naj bi ugotovili, katere od teh nalog, ki zdaj občina plačuje za svoje občanke in občane, bi lahko prenesli nazaj na državno raven v smislu plačevanja teh stroškov. In da zdaj poveva tudi našim gledalkam in gledalcem, zakaj vas gostimo v našem studiu, zato ker so pred nami evropske volitve, razlog za vašo kandidaturo na listi SD za poslanca v Evropski parlament. Se veselite te funkcije? Ja, poglejte, jaz sem, kot sem že rekel, član odbora regije. Jaz sem mesečno 3-krat v Bruslu, kjer predstavljam interese lokalnih skupnosti in vzhodne kohezijske regije v Bruslju. Tam se borimo pravzaprav za to, da bi dosegli v naslednji finančni perspektivi, da bi bil nas glas uslišan. In če neka regija nima človeka v Bruslu, potem seveda te ni in se ne pogovarjajo o vzhodni kohezijski regiji. To je ena stvar. Druga stvar, na nek način želim za svojim delom te neenakosti, o katerih sem govoril in ki sem jim priča, ki jih poznam na terenu, tudi skozi svoje delo v Evropskem parlamentu odpraviti in pomagati, skratka, da bi več projektov prišlo v vzhodno kohezijsko regijo. Jaz sem prepričan, da se tudi v Evropi ne sme nič zgoditi brez nas. Se pravi, o nas brez nas ne gre. In moramo biti zraven. In gledajte, od Trojan naprej je dejstvo, da imamo, pogledajte nazaj, 3 mandate, zelo malo evropskih poslancev, 2, 3 in od Trojan naprej proti Prekmurju rabimo evropskega poslanca. In jaz se vidim v tej vlogi, zaradi tega sem tudi pristal v to, da kandidiram, sicer na 8. mestu, obetam si preferenčnih glasov ljudi iz Koroške, iz Šaleške doline, iz Prekmurja, iz Celjskega, s preferenčnimi glasovi se da priti v Evropski parlament in grem zaradi tega, ker poznam, kako se v bistvu Evropa dogaja na lokalni ravni. Problem politikov, ki so na državni ravni ali pa v evropski birokraciji, je, da so izgubili stik z prebivalstvom, z Evropejci. In Evropa se je v tem obdobju zadnjih nekaj let oddaljila od ljudi in ljudje od Evrope.
Ampak jaz se ne pogovarjam zdaj, ali Evropa da ali ne. Ampak se pogovarjamo o tem, kakšna je Evropa v prihodnosti. In ko so prej govorili o začetku, o vrednotah, tiste vrednote, ki so bile postavljene v začetku postavitve Evropske unije in nekaj let potem so počasi zbledele. In danes imamo dejansko situacijo, da v Evropo vedno bolj silijo populisti, da v Evropo vedno sili sovražni govor. Mi pa v bistvu želimo Evropo povezovanja, kajti jaz si ne predstavljam, gledajte, da bi tako kot smo, če se vrnem v Libeliče na začetek najnega pogovora, ko smo zidala soprogo stanovanjsko hišo, smo zbirali maloobmejne propustnice po Libeliče, da sem lahko šel kupiti tegolo v Avstrijo. Tega si jaz več ne predstavljam, ali pa da stojim v vrsti, da bom šel v Avstrijo kupiti pomaranče, zato da bom še dobil vedro zraven. To se je dogajalo, ampak mlada generacija tega ne ve. In mlada generacija ima ogromno od Evrope. Oni danes dejansko skozi programe Erasmus lahko vidijo cel svet, ki jim denar v novi finančni perspektivi bo podvojen za programe Erasmus. Da pa ne govorimo o varnosti. Varnost mi je pa še posebej pri srcu, zaradi tega, kar sem počel 30 let v slovenski kriminalistični policiji. Jaz razumem varnostne izzive in varnosti brez Evrope, vam povem, ni, in vsaka država posamezno ne more zagotavljati takšno stopnjo varnosti, kot imamo danes. In samo skupaj lahko pariramo varnostnim izzivom, tudi na področju ekologije. To ni samo varnost pred terorizmom, pred migranti, grozijo nam ekološke nevarnosti. Tukaj smo pravzaprav dosegli izjemen napredek, pa se ga niti ne zavedamo. Slovenija je tretja najbolj čista država po zadnjih anketah v Evropi in lahko smo na to ponosni. To je tudi zaradi Evrope, ker če se spomnim svojega otroštva iz železarne Ravne, ko so zakurbljali peči, so bile Ravne rdeče od prahu. In zaradi tega pravzaprav kandidiram in si prizadevam, da še to energijo, to znanje, te izkušnje, ki imam, dam za to, da naredim nekaj dobrega za ljudmi, ker pomagati ljudem je moja rdeča nit od rojstva, pa zdaj naprej tudi. In ljudje bomo ponosni, če boste evropski poslanec, o to ne dvomimo, zato ker ste načelen, kar sva že danes povedala, priden, delaven, predvsem pa komunikativen in zelo korekten v svojem življenju. Hvala lepa. Kaj pa počnete recimo v prostem času, ko ga imate? Rekli ste, nogomet spremljate, kaj športa? Poglejte, ja, za vsega je premalo časa. Moji vikendi, pa ne samo moji vikendi, vikendi županj in županov so med ljudmi na različnih prireditvah. Seveda se pa najde tudi čas za tisti trenutek, ki se ga vzameš za sebe. Jaz sem denar, ki sem ga zaslužil v Bosni in Hercegovini, vložil v rekonstrukcijo ene stare prekmurske hiške, pokrite z slamo, in rad imam kulturno dediščino, uživam v tem in avtentično smo to hiško obnovili in sem na njo jaz zelo ponosen, ponosni pa tudi vsi vaščani Filovec, ker ti na hribčku ta hiška stoji, ker ohranjam del tiste kulturne dediščine, ki tudi kaže na to, od kje prihajamo in kaj smo bili. Doktor Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota, nagovorite naše gledalke in gledalce, zakaj naj vas volimo za evropskega poslanca, oddamo glas prav vam? Ja, spoštovane gledalke in gledalci, občanke in občani, obkrožite številko 8 na listi Socialnih demokratov in dobili boste evropskega poslanca, ki bo zastopal interese vzhodne Slovenije, ki bo imel pisarno evropskega poslanca v vzhodni Sloveniji in ne v centru v Ljubljani, in ki bo razumel in razume vaše interese in potrebe in zahteve, ki jo imate od Evropske unije. Samo še podatek, kje vas lahko spremljamo? Kje ste aktivni? Ja, vrnil se bom tudi v Velenje 11. maja. To je praznik cvetja ali nekaj podobnega. Pomladni sejem. In ne bom sam. Tam bomo tudi z ekipo iz našega Zavoda za kulturo, šport in turizem. Imeli bomo svoj štand, predstavljali bomo Pomurje, tudi paviljon Expano in pa tudi kaj za podzobo, kajti v Prekmurju ne boste nikoli lačni, nikoli žejni. In tudi na Facebooku vas lahko spremljamo. Tudi na Facebooku sem veliko prisoten, veliko objavljam in imam veliko prijateljev tudi preko Facebooka. Hvala lepa za vaše gostovanje in vse dobro na volitvah. Hvala lepa za povabilo in za pogovor.
Vam, gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lep večer še naprej.